Učitelj v Sloveniji je vseeno vpet v sistem, v učne načrte, v število ocen, ki jih mora pridobiti, v en kup enih pravilnikov, ki usmerjajo oziroma določajo njegovo delo, kaj se sme, kaj se ne sme. In jaz ravno tu vidim največji problem šolstva, da smo se na neki točki odločili, da moramo mi vse predpisati. Da moramo imeti vse predpisano, da moramo vedeti, kaj smemo delati, česa ne smemo delati, in to nas seveda potem omejuje. A hkrati pa nas birokracija oziroma po mojem mnenju dostikrat nepotrebna administrativna dela kradejo čas. To je popolnoma neproduktivno, otrok nima nič od tega, učitelj tudi ne, čas pa gre. Namesto, da bi čas učitelj posvečal otroku, ga posveča pač takšnim stvarem, oziroma svojemu pedagoškemu delu. Razlika med finskim pa med finsko in slovensko družbo, ne samim sistemom, je pa zagotovo tudi v pogledu na učitelja. Učitelj na Finskem je spoštovan, upoštevan, predvsem je pa res zagotovljena njegova strokovna avtonomija. Medtem ko imamo tukaj v Sloveniji včasih občutek, da se lahko vsak, ki je nekoč hodil v šolo, pove svoje mnenje o učiteljevem delu.